Pred kratkim sem brala intervju, v katerem je bilo izraženo, kako zelo danes potrebujemo zaupanja vredne vire informacij. To na prvi pogled zveni vse zelo lepo in prav, ampak takoj, ko pa človek malo pomisli, se pa zadaj odpre eno tako širše in kompleksnejše polje, se mi zdi. Informacije so, kot piše Elif Shafak v tej drobni knjižici Kako ostati priseben v času delitev, eno področje eno tako lahko zelo spolzko področje. V 90. letih je obstajala vera v to, da bodo informacije, njihov svobodni pretok, njihovo izmenjavanje močno spremenile svet, in da potrebujemo samo to, da informacije prosto stečejo, pa bodo stekli tudi ti postopki demokratizacije, bolj prijaznega sveta, bolj poštenega sveta. Ampak seveda se je pozabilo, da ali pa ne dovolj upoštevalo, da imajo informacije tudi svojo temno stran lune. Pa predvsem, da imajo svojo temno stran lune to, na čemer se informacije delijo, torej platforme, portali, družbena omrežja. In seveda so pogosto to vir dezinformacij, potvarjanj in še marsičesa hujšega. Zato se mi zdi danes skoraj boljše, da si pred to nenehno ploho informacij razpremo dežnik in se raje obrnemo k zaupanju vrednim virom inspiracij. To so pa tele staromodne gospodične, ki so tukaj za nami. In informacije lahko imajo seveda svoj pomen, ampak seveda pa informacije še niso resnično znanje in tudi niso resnična modrost. Resnična modrost se lahko poraja šele takrat, kadar sprostimo ta energetski tok med glavo, srcem in zavedanjem. In na to smo danes preveč pozabili ali pa preveč puščamo ob strani in zato je danes morda bolj ali pa vsaj še bolj kot to, da se obračamo k zaupanja vrednim virom informacij, pomembno, da se raje prepustimo zaupanja vrednim virom inspiracij.